Drage gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj sta dva naša stalna komentatorja, Aljuš Pretinač in pa Sebastian Jeretič, lepo pozdravljena. Zdravo. V petek je težave pa tako priti v studio, ni, ne, verjetno, ne? Ne, sploh ne. Ti si z obale, no, Prišel sem z obale, nisem šel v tisti čisto jutranji raš okrog 8, tako da kasneje, ko sem prišel okrog 9, je bilo prav gladko do Ljubljane, brez težav. Jaz sem zdaj po dolgem času peljal v to, ker sem imel obravnavo na sodišču v Kopru, po dolgem času sem šel na obalo, ker me je pač strah teh gneč pa tako dalje, ampak sem videl, jaz sem šel ob enih 7 iz Ljubljane, malo pred 7, ampak je bilo do Kopra vse v redu, edin proti Ljubljani, vidim, se je tam na Bezovci pa to se... To je tisti jutranji pred 8, po mojem, tisti, ki morajo res biti v službi. Torej ne, da greš na kakšne sestanke, ampak tam med 7 in 8 se zabašajo. Ja. Aljuš, ti hodiš kaj na obalo pa to? Ali se izogibaš gneč? Kadar je priložnost pa to? Ja, mislim, včasih se lahko izogneš gneči, včasih se vedno ne moreš, pač moraš iti prej na pot. Ja, sej. Niko še včasih pel, ne, včasih smučaš hit, včasih pa počasno. Ja, res je. Dobro, gremo na današnje teme. Zdaj, nekih pomembnih kadrovskih kadrovanj se je odvilo. Ta teden, minule dni na predlog Nataše Pirc Musar v Državnem zboru, dobili smo guvernerja Banke Slovenije, končno, ne, po vsem tem času, dobili smo 3 nove ustavne sodnike in dobili smo novo varuhinjo za človekove pravice. Pa me zdaj zanima vajno mnenje, ta kadrovanja kaj vplivajo na to predvolilno kampanjo? Jaz mislim, da v končni fazi ne. Vplivajo mogoče res na kakšne odnose dan, dva znotraj v zelo oskem političnem prostoru, mislim pa, da ne bodo imele bistvenega vpliva na rezultat, zaradi tega, ker v tem mesecu in pol, ki nas še čaka, se bo dogajalo še precej zadev in ljudje danes enostavno po 2-3 dnevih pozabijo vsako zgodbo. No. Ampak je pa to verjetno povezano s prihajajočimi volitvami, ne? To pa skoraj zagotovo, ne? Da je Pirc Musarjeva verjetno pač pohitela, da bo lahko ta vladna koalicija pač imenovala to, kar še lahko imenuje. Ne? Zagotovo je probala ujeti zadnji vlak. Ne? Tlele bistveni element boja za naprej je zagotovo ustavno sodišče. Ne? Vse ostalo je lahko tukaj v ozadju, ker je mesto guvernerja pomembno za eno peščico ljudi, ki so imeli interes in so zato hoteli gospod Jazbec tam plasirati. Mesto varuhinje človekovih pravic, ki bi moralo biti en stebrov modernega demokratičnega ustroja, je sicer postal skoraj da irelevanten v Sloveniji, ne? Ustavno sodišče je pa tisti organ, ki bo v prihodnjih letih lahko odigral ključno vlogo v tej kulturni vojni, ki se danes odvija. In mislim, da je to tisti dejansko najbolj krvava bitka, zaradi tega smo tudi videli, na kakšen način so jo odigrali ravno pri tem zadnjem imenovanju, ki bo izjemno pomembno vplivala na dogajanje v prihodnjih letih. Aljuš, izvoli. No, jaz bi rekel, tako kot prav Sebastian, v bistvu so pospravili še zadnje stvari, ki so jih lahko. So prav zadnja redna seja v mandatu. Ne? To je indikativno tudi zato, kako je ta mandat v celoti potekel. Se pravi, pač nek prosti tek, zagozden motor in potem čist na konca, preden dokončno crkne še en ruker. Tako da to ne bo imel po moje nekega vpliva. Mislim, da je to šlo tudi dost mimo širše javnosti, ki je fokusirana že na volitve. Se pravi, ljudje zdaj počasi začenja razmišljati o tem, kakšen bo rezultat na volitvah, kdo nam bo v prihodnje vladal. Mislim, da tako kot pravi tudi Sebastian, kdo je guverner, kdo je recimo ombudsman, v končni fazi tudi ustavni sodniki, jim ta hip ni pomembno. Ne? Je pa zanimivo, da koalicija, ki 4 leta ni mogla najti soglasja o določenih kadrovskih vprašanjih, na zadnji seji je pa našla to soglasje, ne? Kandidati enaki ali pa recimo mestoma celo slabši, kot so bili že prej ponujeni. Ampak prej si omenil pač interes nekega ozkega kroga ljudi za funkcijo guvernerja Banke Slovenije. Ne? To se pa načeloma je kaj, ljudem je to popolnoma vseeno, kako? V širši javnosti je to, mislim, da večinoma velja za cenjeno, ampak kljub vsemu, zdaj to je tako regulirana zadeva in tako tudi, dajmo reči, transparenten sistem znotraj določenega kroga, torej ne za zunanjo javnost, ne, ampak tudi guverner ni sam, ima v hiši precej drugih ljudi in si tudi ne more sam privoščiti nekako, da moraš diktatorskega ravnanja, ne.
ima pa takšen vpliv, da peščici ljudi, predvsem tistim, ki potrebujejo licence, dovoljenja na področju bančništva, zdaj bodi si za nadzorne svete ali kaj podobnega, ne, ali pa, dajmo reči, take druge stvari, ki so pomembne za nek izjemno ozek interesni krog. Zato je bila tudi na začetku takšna bitka za gospo Jazbec, katere mož sodi v ta ozek krog, ki ima interes na tem finančnem področju. Zanimivo, da se potem ni več pojavila, ne? Jaz mislim, da je bilo popolnoma jasno sporočeno strani predsednice republike tudi, da v nobenem primeru ne bi pristala na to, da jo predlaga. In brez tega očitno ni šlo in mislim, da je bilo pametno, da je Seglich potem naredila korak nazaj, je pa potem trajalo nekako to, dajmo reči, merjenje moči med kabinetom predsednice republike in predsednika vlade. Zanimivo, potem Nataši Pirc Musar, očitno je dosegla, da je vlada umaknila predlog imenovanja Milošiča za odpoklic iz veleposlanika, za odpoklic iz Washingtona, pa imenovanje za novega veleposlanika v Rimu, kar je sicer nenavadno, da nekdo prekine mandat, pa ga je sred mandata potem nekam drugam, ampak zakaj recimo konkretno na nekaterih takih točkah pa vendarle recimo Nataša Pirc Musar tako vztraja? Ker tukaj zdaj malo nekako sumimo, zakaj bi lahko šlo pri gospe Saši Jazbec, ampak Saša Pirc Musar tega nikoli ni javno povedala. Rekla je, da ima neke informacije, zaradi katerih ne morejo imenovati. Ne? Tako, da vidi morebiten konflikt interesov. Ampak tukaj recimo je pa konkretno vztrajala zelo tako daleč, da je bil na seji vlade potem umaknjen predlog. Ne? Ja, verjetno je to povezano s tem, kdo je ta predlog prinesel na mizo. Ne? Ona bo očitno končala mandat predsednice republike, sicer čez dobro leto šele, ne da bi se naučila, da je pač njena funkcija, da predlaga, ne? In da seveda smisel predloga je, da dobi večino potem v državnem zboru. Ne? Po drugi strani predsednik vlade je že končal praktično mandat, se tudi ni naučil, da on lahko pač zagotavlja večino predlogov, ki jih predlaga predsednica republike. Ne? Tu gre za boje dveh egov, ne? Pač petelina in kure na kupu gnoja in enkrat en preleze na vrh, en drugič drugi, vsakič tisko je na vrh, pol tudi dol pade z tega kupa, ne, sam kup se veča. To je edino, kar tu lahko vidimo. Ne. Tako da te kadrovske pretumbacije, če bi odzad bile res, tako kot je recimo prej Sebastian omenil, da bi tu se neka resna razmerja moči prerasporejala ali pa pač, da bi se to kaj definirali, kakšno politiko bo Slovenija vodila recimo, ne vem, na finančnem področju ali pa v povezavi z veleposlanikom ZDA do najmočnejše države na svetu, pa bi mogoče to bilo vredno, da se o tem pogovarjamo na nek analitičen način. Dokler gre pa za to, ti si meni všeč, jaz mu tebe predlagal, ti meni nisi všeč, jaz te nam podprla, pa mislim, da nima smisla kaj dost besed zgubljati. No. Zdaj vidimo, zdaj prihajajo pač predlogi za novega predsednika oziroma predsednico Komisije za preprečevanje korupcije, spet se je tukaj noter ta famozna Katarina Brevar-Strenat, ki je prijateljica očitno osebno od Nataše Pirc Musar, je tudi njena prva odlikovanka, zdaj je spet prva kandidatka za predsednico komisije, se mi zdi, kada pač ona mora nekaj biti, ne, dobiti neko funkcijo, ker je njena prijateljica, frendica, kakorkoli. Ne. Ja, to že dalj časa lahko opažamo tak način kadrovanja, ne, se pravi, izven nekih strankarskih ali pa bi rekel političnih, celo interesnih linij po nekih prijateljskih linijah. Mogoče je začetnik tega trenda bil tedanji premier Miro Cerar mlajši, ne, ki je kadroval ljudi, s katerimi je dopustoval. Potem smo imeli Marjana Šarca, ki je kadroval ljudi, sosede svoje, pač iz Šmarca, ne, v Kamniku. Zdaj imamo pač predsednico republike, ki kadruje prijatelje in imamo predsednika vlade, ki kadruje zaposlene. Kaj pa vem koga, zaposlene, ja, pač bivše v GEN-I, ne, ker prijateljev nima, ki je došli, tiste, ki je imel, si je zdaj uspel zapraviti v tem času, odkar je predsednik vlade, recimo postojnski zdravnik, ne, in predstojnik Aleksandr Merlo, tako da kažejo vsi skupaj, da prvič podcenjujejo funkcije oziroma ne razumejo, ki jih upravljajo, in drugič, da se vsem tem času, zdaj Golob konc mandata, Pirc Musar pred koncem mandata, nista nič napredvala, ne? Se pravi, ničesar se nista naučila. To je tisto, kar je zaskrbljujoče, ker ljudje dostikrat mislijo, ne, pravijo, ja, politika ga je spremenila. To je normalno, ne, pač logično je. Saj, če dam nek plastičen primer, ko postanemo starši, se tudi spremenimo, ne, pač se bolj odgovorno obnašamo načeloma in tako dalje. To ni za nekaj slabega. Meni se zdi normalno, da nekdo, ki je prej bil, recimo, ne vem,
predsednik uprave GEN-I ali pa karkoli drugega, pa zdaj postane pač predsednik vlade, da ga to spremeni, da se začne drugače obnaša, če je zdaj na neki najvišji politični funkciji v državi. Mi imamo problem, da imamo ljudi zdaj na najvišjih položajih, jaz bi tu dodal še predsednico državnega zbora, Mirno v ta krog, ki se niso nič spremenili. In se enako pač neumno obnašajo, kot so se obnašali prej, ko praktično nikogar ni zanimalo, kako se obnašajo, ker so pač predstavljali sami sebe. Ne? To se mi zdi večji problem od tega, da se človek na funkciji spremeni. Ne? Tako da v prihodnje bi si želel na vseh teh 3 položajih ljudi, ki bojo razumeli, da se morajo spremeniti, ker so postali ali predsednik državnega zbora, ali predsednik vlade, ali pa predsednik države v končni fazi. Zdaj, ker si omenil pač predsednico državnega zbora, Urško Klakočar Zupančič, sem videl zadnjič njeno izjavo, da jo je strah volitev, ne? Kaj se bo zgodilo na dan volitev, ne? Ja, mislim, vas se mi zdi navadno, da nek politik to izjavi, da je strah. Ne, navadno je, zdaj, ona je polna nenavadnosti, ne. Zdaj tudi, če gledamo, kako ona vodi, recimo, državni zbor, ne. V bistvu mi smo skoraj več zvedeli v njenem spolnem življenju v tem mandatu, kot v tem, kako vodi pač hram demokracije, ker vodi ga čisto drugače, kot so ga vodili vsi njeni predhodniki, ne glede na to, s katerega političnega pola so prihajali, ne? In ni mogla odstopiti od tega niti na zadnji, zdaj redni seji, pri zadnjih poslanskih vprašanjih predsedniku vlade, ne? Jaz se ne spomnim, pa spremljam recimo slovensko politiko neposredno saj od leta 96 naprej, da bi kak predsednik državnega zbora dajal vrednostne sodbe na poslanska vprašanja poslancev, ki jih ti zastavljajo predsedniku vlade, ne? Opozicijskih poslancev. Tega ni bilo do zdaj nikoli. Ona to konstantno recimo počne, ne? Skratka, po eni strani zgleda tako, kakor da misli, da je še zmeraj v sodni dvorani, ne? Kjer je očitno sodila na ta način, da si že vnaprej vedel, kateri stranki v postopku je naklonjena. Po drugi strani pa zgleda, kot da vodi pač neko tam lokalno pač beznico sumljivega slovesa, ne? Kjer je pač njena beseda zakon, vsi ostali pa tam neki rajajo, plešejo, pijejo, se zabavajo in tako naprej, ne. Gotovo verjamem, da jo pač skrbijo volitve, ne. Kolikor vemo, še nima zagotovljenega niti mesta na kjerikoli kandidacijski listi, kaj šele iz volitve in verjetno je tudi strah, kaj bo potem počela, ne. Ker če Svoboda izgubi oblast ali pa če ona recimo ni izvoljena v državni zbor, vse, kar je bo ostalo, je to, da kot neka grupika, ne, seniorska, ujeta v času in prostoru, zasleduje svojega partnerja Rokerja po teh vaških veselicah, kjer je on zdaj praviloma nastopa. Zdaj smo videli, da ima lakirane nohte, ne? Mislim, on, ne? Ne vem, če ste opazili na fotografiji, ne? Ja, mislim, sej, ne, kako že poje Zoran Predin, ne? Jakna, čopek, rutka in motor, bolj star, bolj nor. Ja, zdaj, mislim, ne, se pravi, vsak ne počne tisto, kar si želi, ampak če pa je predsednica državnega zbora ali pa če je partner predsednice državnega zbora, mora pričakovati, da bo javnost imela kakšno sodbo o tem, kako se obnaša. Zdaj, gledal sem ta njen, ko se je pač upravičila predsedniku vlade, ne, za vse te domnevne napade, ki jih je doživljal 4 leta v parlamentu, takrat o poslanskih vprašanjih. Potem pa je šla dol, ne, da bi mu dala roko, ampak ne vem, si pogledal ta posnetek, si videl? Ti si pogledal ta posnetek. Ja, sem videl. Ona je pa šla dol in je molila roko Robertu Golobu, ne, pač, kaj, kot neko zahvalo. Poslovilno, ja. Poslovilno zahvalo, ampak on se je pogovarjal z Tanjo Fajon in je dal tako enkrat mimo glede roko, v bistvu je sploh ni pogledal, ne, potem je še par sekund tam stala in je nekaj potočila, mislim, skrajno ponižujoče zgleda zanje. Še zadnja klofuta, ja. Mislim, to, da se ona njemu opravičuje zaradi napadov v parlamentu, ki so sestavni del parlamentarne demokracije, je približno tako, kot če bi zdaj prišel gospod Ribič na televizijo, ne, šef Darsa in bi se opravičil, ker so prometne nesreče na slovenskih avtocestah, ne. To je totalna neumnost. Ampak kaže na to, da bi rada, ne, nekako sanirala ta odnos, po drugi strani pa Golob kaže, da je očitno ta odnos nepopravljivo porušen. Kako si ti sam napisal, da ta aroganca je zadnja utež, ki se očitno ne more rešiti. Ne? Ja. Tudi zdaj gledam tele video posnetke, ki ima, nekaj skuša biti tako nekak simpatičen, šaljiv in tako dalje, ampak vse je blazno, vse je narejeno, dal sem jim veter, mislim, zato, ko sem jih naležil in podobno. Žan Mahnič je gotov, bi rekel, po moje oceni nadpovprečen slovenski poslanec ali pa tudi rečemo politik, ne, posebej mlajše generacije, ne. Ampak da en predsednik vlade, kot je Robert Golob, po 3 minutah čisto izgubi živce, zato ker mu Žan Mahnič postavil čisto normalna vprašanja, ne, ki bi jih pač moral pričakovati, ker to vprašanje je tudi vnaprej napovedano in tako naprej.
vidi, pozna se, da ne kontrolira svojih čustev in jih ne more kontrolirati, če ni vse po njegovo. Ne? Se pravi, on lahko funkcionira samo v tem svojem paralelnem svetu, ker je on najboljši predsednik vlade na svetu. V Sloveniji se cedite zgolj med in mleko in vsi ga imamo radi. Ne? Tisti hip, ko pri kateremkoli od teh treh vidikov ugotovi, da ni vse 100%, zgubi živce. Ne? In bo res zanimivo spremljati, kako se bo obnašal zdaj v volilni kampanji, zdaj, ko prvič ni v vlogi izvajalca, ne? Ko mu ni vse poslano z rožicami, se pravi, nismo imeli mandata Janeza Janše, nismo imeli epidemije in tako naprej. Ne? In more braniti prvič svoj rezultat, more braniti tudi na nek način to, kar je počel zdaj 4 leta kot predsednik vlade. Bo zanimivo videti, kako se bo v teh razmerah znašel. Ne? Če pa to, vse vedno gremo naprej na ustavno sodišče, to je v bistvu tako, je zanimivo, ne, da se je poskušala ta debata skozi ustavljati v parlamentu, ne, ker parlament že beseda pove, parlamentiranje in tako dalje. Ne. Zdaj se je pa skozi skušalo zatočiti debato. Najprej živimo v obdobju neke drugačne politične kulture in ta mandat je bil popolna revolucija na področju politične kulture in tudi na področju razumevanja prava. Če imaš nekaj, kar se desetletja šteje, da je ustrezen postopek v parlamentu in da je to popolnoma jasna interpretacija nečesa, kar piše v pravilniku, zakonu, ustavi v končni fazi in potem pride ena predsednica državnega zbora, ki po svoje interpretira vse ustaljene parlamentarne prakse, je to popolna pravna revolucija. Ne? Največji filozof prava prejšnjega stoletja, Karl Schmitt, je govoril o tem, da to je diktatura. Ne? Diktatura je odmik od pozitivnega prava. Imaš torej nek decizionizem, imaš neko odločanje, kakor ti pač paše. In potem si razložiš tisti člen, kakorkoli je napisan po svoje. In kaj je vedno možno. V tem aktualnem mandatu je to postalo enostavno praksa. Ne? Imamo v končni fazi parlamentarno preiskovalno komisijo. V zakonu o parlamentarni preiskovalni komisiji jasno piše, v komisiji ne sme biti poslanec, ki je v pravnem sporu s preiskovancem. Imamo Tamaro Vonto, ki je v pravnem sporu z založbo Obzorje in je še vedno, ne samo da je članica, je predsednica te komisije, ki tudi v javnost daje določene podatke popolnoma mimo vseh jasnih pravil. Ne? Skratka, imamo neko pravno divjino v tem mandatu in ne bo tako enostavno to zdaj vrniti v stare tokove. Zdaj, recimo tudi, ko se zgodi zdaj preobrat na teh volitvah, ne, določene koristi za oblast takega načina delovanja, se bo morala zdaj nova oblast temu odpovedati zaradi vrnitve v staro politično kulturo. Kar je najtežje zmeraj. Seveda, ne. Zaradi tega, bom rekel, ni škoda samo skozi ta 4 leta. Škoda je trajnejša od tega, ker se zdaj spreminjajo potem tudi neke uzance. Že tako nismo imeli ravno blestečo politično kulturo, ne. Ta mandat je bil pa popoln polom, kar se tega tiče. Ampak zdaj, ko te poslušam, Sebastian, a misliš, da je bil to njihov načrt ali pa je šlo nekako spontano, enkrat do tega s to večino? Jaz mislim, da je to. Jaz mislim, da je to meja, to je njihova kapaciteta. Ja, to je to, igramo tako, kot znamo, smo zmeraj rekli. Kot je rekel Jack Nicholson v unem filmu, as good as it gets. To je to. Ne da se bolje od tega. So bomo imeli fajn pokrito, vse, kar je pač to skozi odvignilo, in zadeva se odvila. Celoten aparat, ker ne samo, da je bila izjemna, torej lahko oblast, ki je omogočila totalitarno delovanje pri vsem odločanju, ampak je zraven tudi popoln medijski propagandni sistem tistih medijev, ki niso izključno opozicijski. In zdaj, če gledamo, da splošna javnost že tako ali tako skoraj da ne spremlja politike, če pa jo že spremlja prek običajnih, da rečem, medijev. Ne bodo spremljali nekih specialno političnih medijev. Skratka, imajo tudi tam pokrit hrbet in seveda tisti, dajmo reči, parapolitične ekipe, ki se prodajajo kot civilna družba. In vrsta nekih drugih mnenjskih voditeljev, skratka, popolnoma monoliten blok, ki se ohranja samo zato, da na oblasti ne bi bil nekdo drug. Videl sem, da mediji ne pri ohranjanju tega monolitnega bloka, večinski mediji sploh, kako bi rekel, ne kažejo nobene ambicije, recimo, da bi pregledali recimo poslovanje Nike Kovače, pa je 8. maja. Nikomu ne pade na pamet. To bi bilo škodljivo za njihovo torej,
Edini cilj je Veš, biti na oblasti zato, da ni na oblasti nekdo drug. Nihče od tega ne vpraša. Nihče od tega ne vpraša. Ne, to se jim zdi po moje bogokletno. Jaz mislim, da skoraj, to je sicer mogoče malo preveč presurovo primerjava, ampak skoraj tako, kot če bi nekdo za časa živega Tita prespraševal, kako se Tito obnaša. Mi imamo zdaj to situacijo, da ne sam tisti, ki je formalno, nazivno predsednik vlade, ker za mene je Robert Golob nazivni predsednik vlade, niti se ne obnaša tako, niti ne sprejema on odločitev, vsaj tako je videti. Ne sam tisti, ki je formalno na položaju, ampak celo kar nekaj, kot si ti dobro izpostavil, se pravi, kar nekdo, Ni Kovač, vsi kdo je ona, vod tam neko društvo. Bila je Slovenka leta po izboru častnika Delo, ker ne more biti 2 leti zapored, so se zdaj spomnili, pa bo kar cel inštitut je predlagan. Se pravi, tudi moški, kakor sem jaz videl, ima tudi moški člane, tudi moški bojo predlagani za slovensko leta, samo zato, da bo lahko tudi zraven, recimo, Nika Kovač, pretendent za, če že ne za zmago na volitvah, pa vsaj za tistega, ki bo odločal o tem, kdo bo sestavil novo vlado, Anže Logar, prisiljen se prideti v studio in se tam soočati z neko civilno družbeno kvazi aktivistko, Ampak, veš, Bojan, ko gledaš to, ko sem gledal to zadnjo sejo parlamenta redno, ki je bila in ta zadnja poslanska vprašanja in vidiš tisti prizor od spredi Golob, od zad člani vlade, ki za njim sedijo, in se spomniš, ta je tudi minister, ta je tudi ministrica po 4 letih in globokoumno kimajo, ko on govori, Verjetno veseli, da jih je sploh pogledal 2-krat v življenju, kaj šele, da jih je dal na neko funkcijo, ker polovica jih je, ali so bili prej v nekem kafiču, to imate videli ali z Primorske neke ministrice, ali so pač iskali službo, in zdaj so kar naenkrat tam na nekih najbolj odgovornih položajih. To je tako, kot pravi Sebastian, to so strukturni problemi, tega se težko znebiš, zato ker zgledi vlečejo, in če mi standarde tako nizko spustimo, kot so zdaj bili spuščeni, pa že prej niso bili lih visoki, se strinjam. To pol nazaj gor spraviti je zelo, zelo težko, ker tudi podpore za to ne dobiš pri ljudeh. Ljudje so se zdaj navadili. Pasta, ljudje so se navadili. Tako, ni potrebe po drugačnem obnašanju. Ljudje so se navadili, da imamo pač nekega Fuksa tam, izrazu za predsednika vlade, ki pač zdaj z ženo prej svojo bejbo uživa in okoli skače, da imamo ministre, za kire ne vemo, kdo so, da oni ne vejo, na katerem resorju so, kaj bi tam sploh morali početi. Da vsaka afera usahne po 2-3 dnevih. Da imamo ustavno sodišče, ki pač odloča, kakor se jim zdi. Se pravi, kje so daleč od tiste debate, a ima levica večino ali ima desnica večino v ustavnem sodišču, pa kako se to kaže odločitve glede na njihovo svetovno-nazorsko usmerjenost. Zdaj imamo v bistvu sindikat, po angleško bi rekli ne trade union, syndicate na ustavnem sodišču. In ta syndicate ščiti pač družine, ki harajo zdaj po Sloveniji in biznisu, politiki in tako naprej. Teda vse to, ko pravi Sebastian, to en mandat je premalo, tu 3 mandatih jaz ne bi upal dati roko v ogenj, da se da to sanirati. Prvič, a bo interes? To je upravičeno vprašanje, ker lažje je vladati na ta način, kakor se boriti proti mlinu na veter. In drugič, kje boš dobil podporo za to? Ker ljudje so se zdaj navadili, da pač je vse brez veze in da nas nič ne zanima in da nobenega ne moramo klicati na odgovornost. Zdaj pa ti prišel, pa boš rekel, čak malo, zdaj pa moraš ti spet biti odgovoren za to, kar počneš, boš potem klican na odgovornost, mi se moramo zanimati za to, kaj počne politika, v katero smer gre država, kaj se dogaja. To je za ljudi naporno, posebej v današnjem svetu, kjer so pač družbena omrežja, itd., 1000 drugih stvari, ki nam jih delajo bolj privlačne od te, ki bi nas naj v resnici zanimala, nas pa najmanj zanima. Zdaj, kaj govoriš o odgovornosti, recimo ta zgodba s Karigadorjem pa s KPK, mislim, to mi je fascinantno. Golob je najprej rekel, da ga je KPK oprostila, potem se je KPK oglasila, bo rekel, mi o tem sploh še nismo razpravljali, da očitno se je zmotil ali zavaja, kakor, pa rekel, se ni problem, če boste bi dali kazen, bo pač plačal globo in gremo naprej, Njemu ni problem zjutraj povedati nekaj, zvečer drugo, čez 3 dni. Ja, tako pač je. To so resne stvari. Ampak to je pač njegov karakter. To je takšen človek, ki so ga ljudje izvolili na ta položaj. V tisti euforiji, v tisti frustraciji po covidu, ko so malo plesali na ulici, ker so končno lahko prišli na ulice, skratka, v nekem posebnem momentu, ampak stvar je v tem, da se je 4 leta prikrivalo širši javnosti dejstvo, kakšen človek je na oblasti. In da ima ta človek še vedno možnost, da z vsemi milijoni vloženimi v propagando še enkrat nategne ljudi in dobi
še en mandat. Torej, to je še vedno odprta zadeva, ne? Te volitve še niso zaključene. In tudi ne samo, da njega ne moti, oprosti Bojan, tudi v njih okrog ne moti, ne? Lej podobna situacija, ko je padla Janševa vlada zaradi poročila KPK, ne, druga. Pa je bila ideja, bo pa zdaj Zoran Janković kot zmagovalec volitev, nov premier bo sestavil vlade. Ni šlo skozi, ne? Niso bili koalicijski partnerji za in na koncu v njegovi lastni stranki, ne, je Alenka Bratušek pač je mogla iti pač kontra njemu s podporo Roberta Goloba, ne. Zdaj je taka situacija nepredstavljiva. Jutri, da objavijo, da je recimo, ne vem, si izmišljujem, da ne bo kdo to resno vzel, Robert Golob največji trgovec z drogo v Sloveniji, jaz se bojim, da za te okrog, za Urško Klakočar Zupančič, za njegove ministre v vladi in tako naprej, sovat, ne? Še ni polnomočno. Sovat, ali pa če ne bi bil on, kot bi rekel pokojni Stane Dolanc, ne, že dolgo časa bi bil pa kdo drug, ne? Se pravi, mi moramo biti na oblasti, ker če ne bi bili mi, bi bil kdo drug. To je edino, kar še jih drži skupaj, ne? Ampak to se zdaj dogaja, to je zdaj edino argument postav. Ja. Ampak to, še enkrat sem hotel še podariti, to ne bo samo vse končalo, ne? To, če kdo misli, da bo to zdaj, da bojo ljudje pa zdaj zadnjih 5 dni pred volitvami pa spregledali in videli, kaj v resnici se dogaja, v kakšni fazi smo, zakaj Hrvati imajo od svoje plače več kot pa mi, ne? Če bi nam kdo to rekel 10 let nazaj, bi ga vprašal po zdravju, jaz ne verjamem, jaz nisem tako optimist. Vemo, zdaj, to se zdaj, mislim, ta prav točko se zdaj povedal, a tega ljudje res ne vidijo. Da to je nekaj neverjetnega, da imajo Hrvati višjo plačo. Večina ljudi tega ne more videti, ker pač ne spremlja tega. Ljudje živijo svoje življenje in ljudje so, kot je prej Ljuš omenil, družbena omrežja imajo večji vpliv na njih kot katerokoli pomembno družbeno vprašanje. Oni se ukvarjajo z vsakodnevnimi banalnostmi. Njim je bolj pomembno vprašanje, koliko časa bo Dončić zdaj poškodovan, če jih zanima šport ali pa kakšna druga bizarnost. Bombardirani so cele dneve z prometnimi nesrečami na Kitajskem, plazovi v Afriki, poplavami tu pa tam. Bolj jih bo zanimalo recimo Epsteinovi fajli, kot recimo afera Fotopub, pa druge zgodbe iz ljubljanske dekadentne elite. Ne. Skratka, življenje teče po nekem svojem toku in to, kar je Aljoš omenil, torej, kar se tiče zdaj obrata od sprememb, koliko mandatov bo treba, da se spet povrnemo v neko običajno politično kulturo. Danes je tudi kontekst takšen, da odvrača od normalizacije, ker živimo v času popolne svetovne polarizacije, živimo na koncu neke ere. Konec je moderne, konec je nekega obdobja, nekega konsenza, ki je vladal od druge svetovne vojne naprej. Skratka, od globinskih do površinskih zgodovinskih tokov, vse se nekako ruši. Ne? Imamo torej tudi mednarodni kontekst, ki spodbuja praktično državljansko kulturno vojno. In to je tista temeljna zadeva, ki bo določila tudi prihodnje desetletje ali desetletja. In tudi zaradi tega je temeljno orodje kulturne vojne pri nas zdaj imeti popolnoma pod nadzorom Ustavno sodišče. Jaz mislim, da bodo postala moteča že ločena mnenja, ne samo odločitve na Ustavnem sodišču. Zdaj, hotel sem itak vrniti na to Ustavno sodišče. Zdaj, dobili smo 2 ustavni sodnici, tam Kek, pa Barbara, pa Kesal, pa Marka Starmana, tega verjetno ti poznaš iz Obale, ne? Ja. Ne? Ampak ta zgodba je tako zelo zanimiva. Ne? Zadnjih 5 Barbaro Kesal je bil v bistvu, da bo izvoljen na vrsti Ciril Kršpanc, to je vodja kazenskega oddelka na okrožnem sodišču v Ljubljani, ampak potem se je očitno on zapletel v neke debate pred temi poslanskimi skupinami. Ne? Če je bilo to. Tako, jaz kot razumem, niti ni bilo to, ampak je nekdo drug sprožil, si izmislil, torej ni kritika prišla iz same razprave, ne, ampak je bila od zunaj plasirana in je bil potem izgovor, da je na razpravi nekaj rekel. No, meni so nekateri pravniki potem rekli, da je pač ima neka konzervativna stališča, ne, do nekih določenih družbenih vprašanj, ampak to ne sme biti ovira za to, da postaneš ustavni sodnik, ampak v principu, kako so ga bliskovito odnesli. Dovolj je bila neka izjava Nike Kovač, ne, dovolj je bilo to, da se je nekaj govorilo, dovolj je bil en zapis na Mladini, Nataša Pirc Musar ga enostavno takoj, ne, bom rekel, odpravila za spiska. Ne? Ja, zato ker je bil premalo njihov, ne?
Vse to je problem. Ne? Zdaj, postopek je zaradi tega, kar smo se prej pogovarjali uvodoma v oddaji, ne? Ker imamo tako predlagateljico, ki jo imamo, ker imamo takega šefa koalicije, ki ga imamo, se je zadeva vlekla. Ne? In v tem času se je izkazalo, da to očitno ta gospod Keršmanc, ki ga sicer jaz osebno ne poznam, tudi nisem prej nekaj njegovega dela kot sodnika spremljal. Ja, ampak bi bil verjetno eden boljših ustavnih sodnikov po tem smislu, da ne bi bil čisto navijaški ali politično ali zasebno interesno ali ne vem kaj. Ne? In takih seveda režim svobode norosti, oziroma norosti svobode na oblasti ne rabi. Ne? In so pač ugotovili to v postopku in so ga umaknili. Ne? Za očitno bolj preverjeno, bolj poslušno kandidatko. Kar je spet sporočilo. Ne? Se pravi, tisti hip, ko ti pomisliš za sekundo, da te ta klika, ta režim za kjerokoli mesto predlaga na podlagi tvojih osebnih kvalitet, konc, gotov si. Nima to veze s tem. Oni te predlagajo zgolj zato, ker si jim A všeč, zaradi razloga, ki so se ga oni spomnili, in B, ker si jim koristen, ker te bojo lahko na nek način ali zlorabili ali pa uporabili. Ne? In to je spet sporočilo ljudem, ki so recimo intelektualci, ki so kvalitetni na svojem področju dela, ne prijavljajte se za te funkcije, ker itak ne boste šli skozi. Ne? Ker v stilu neke, ne vem, stalinistične policije v zadnjih trenutkih pred njegovo smrtjo, ne vsak sumljiv. Ne? Sumljiv do te mere, da tudi če priznaš krivdo, ne, ker ta nesrečni kandidat je celo priznal svojo krivdo, so mu rekli, nimaš ti kaj priznati, ne, bomo mi tebi dokazali, da si ti kriv. Ne? In uporabili so seveda pač ajatolo, ne, varuha revolucije, Niko Kovač, da mu je dokazala, da je on kriv. Ne? Ta revolucionarna oblast, kot je rekel Aljoš, ne potrebuje pametnih ljudi. Oni potrebujejo pridne ljudi. In to je bilo tle ključno. Jaz celo ne bi štel sploh tega gospoda za konzervativca po tistem, kar smo lahko prebrali v njegovem odzivu in da celo na samem zagovoru, ko je bilo vprašanje splava. Ne samo, da je rekel, da je splav ustavna kategorija, ki se je pač je nedotakljiva, ampak edina stvar, o kateri lahko odločil, je mogoče stopnja financiranja tega, pri čemer je izpostavil, da je pa to pomemben element ustavne kategorije in da je zato se ne sme omejevati recimo z manjšim financiranjem. Skratka, popolnoma na liniji z ajatolo, kot si omenil, Niko Kovač. Skratka, ni šlo za nobene, dejansko noben vsebinski odmik. Še povedal je agnostik, torej na vseh elementih, ki se jih je dotaknil, je bil popolnoma normalno levo-sredinski. Razumem, kje se mu je potem zapletlo? Verjetno zaradi tega, ker je rekel Aljoš, zaradi osebne zamere nekoga, ki je ocenil, da človek ni priden in poslušen. Ampak da ne glede na to, da je ideološko na podobni liniji, zna vsake toliko torej odstopiti od navodil. Že to, kar je rekel Sebastian, ne, se opravičujem, hotel sem samo to prej dodati, da je celo rekel, da je to njegovo osebno stališče. Ne. Če bi to recimo primerjali z nekim ameriškim postopkom, vse je druga logika, anglosaksonska, ampak vendarle, ne. Tam te zmerom vprašajo, kako je tvoje stališče. Ne. Tam te ne sprašujejo, ti spoštuješ ustavo. Ne. Mislim, v Sloveniji, kam smo prišli v Sloveniji, ne, ki pa imamo čist drug, ne, ta se pravi germanski, srednjeevropski sistem, ne, pravne države, pa prvo vprašanje, ti spoštuješ ustavo, se strinjaš z ustavo. Ne. On je povedal, se strinja z ustavo in je to osebno stališče, ampak jaz mislim, da ga je neslo ne osebno stališče, ampak ta prvi del, da on spoštuje ustavo, ne? Ker mi imamo zdaj na ustavnem sodišču. To je zdaj za nekoga očitno ovira. Po odločitvah tega ustavnega sodišča, jaz ne bi rekel, da je njim v prvi vrsti pač spoštovanje ustave. To je del tiste pravne revolucije, o kateri sem prej govoril, glede parlamenta. Politična in pravna revolucija se nam je zgodila in to gre z roko v roki. Kaj pa da potem na te njegove poteze, da pa on nekako ni priznal tega, da so ga zavrnili? Želno tako bi rekel, je prišel na sejo. Hoditi na sejo parlamenta, ga niso tja pustili. Jaz mislim, da gre tle za kombinacijo dveh zadev. Eno je popolnoma normalna užaljenost, razočaranost, reakcija, ne zaradi zavrnitve, zaradi načina, na katerega so se ga lotili, torej to je ena zadeva, drugo pa očitno pa je pravnik starega kova, ki misli, da je treba pri takemu vprašanju, kot je imenovanje ustavnega sodnika, treba le spoštovati neko proceduro, ne? Ker zdaj je še nekaj tukaj popolnoma jasno. Način, na katerega so zadevo izpeljali, je nezakonit, je v nasprotju s postopkom, ki je predviden in na to je upravičeno opozoril, potem pa tudi precej zrelo rekel, da sicer ne bo uporabil
pravnih sredstev, torej ne bo sprožil nekega postopka glede tega, ampak zdaj je nekaj jasno, ne? Ustavno sodišče je okuženo z nezakonitostjo v postopku imenovanja. Ne? Tako da, še enkrat, njegova reakcija je delno psihološka, lahko delno pa dosledno pravna. No? Bral sem tisto njegovo pismo, zdaj sem ga objavil tam na profilu X, ki je pač polemizira ali pa pač piše Niki Kovač. On je pravi kolegica, sem videl, ne? Da Nika Kovač ni pravnica. Tudi novinar je opisal kot kolega, kolegica, mislim, da je to pač za neko naslavljanje. Pač to, ali pa visokošolski ljudje. Pač, mislim, ker veliko ljudi mu je pač tako, mislim, po narekovaju učitelj, češ, zakaj pa zdaj Niki Kovač pravi? Mislim, tudi dvema novinarkama, ki sta bili toliko korektni, da sta ga vprašali za njegov pogled, je tudi, mislim, da videl kolegice jih imenoval. Mislim, da gre bolj za neko, da mu reč, uljud, bonton naslavljanje. Pač ljudje se za slamice začnejo. Ali už tukaj ne gre za neka organizirana politična stališča proti nekomu. Tu gre za to, da pač neka skupina ljudi oceni, ne, pač, ki ni mogoče vezana samo na eno politično stranko. Neka klika oceni, ta ni naša. Ne gre vedno za to. Ne? Sej recimo tudi večni, pa nikoli kandidat za ustavnega sodnika, ne? Janez Pogorevc je tipični primer tega. Zdaj, njega bremza neka politika ali ga bremza kaj drugega. Ne? Problem je to v Sloveniji, ker dejansko ljudje to po nekih osebnih čustvenih stanjih in preferencah od predlagateljce, predsednice republike, predsednika vlade in poslancev, ki glasujejo naprej, se opredeljujejo do ljudi. Se pravi, a je meni osebno všeč ali mi ni, a mi kdaj v življenju kaj naredil meni ali pa mi ni česa naredil. In pol imaš ti take težave, ne? To, kar so zdaj naredili z tem človekom... To se pa hočeš reči, da recimo, ne vem, v ZDA ni tega, ali kako? Mislim, pač v ZDA je to isto, ampak motiv je politika. Ne? Se pravi, njih zanima pač, tako sem prej rekel, kira pač politična opcija bo recimo imela na sodišču in kako se bo to kazalo. Ne? Pri nas to nima zveze. On bi lahko bil, vse tako, kot smo zdaj povedali, on je na istih stališčih kot Nika Kovač, ne? Pa ni šel skozi, ne? Kaj je pol bila ovira? In očitno ni bila ovira to, kakšno stališče ima on. Je moglo biti nekaj drugega. Kaj je potem lahko še ovira kot neki osebni interesi? Mislim, da je Nataša Cukri zelo lepo povedala. Za njih je kandidatka bolj sprejemljiva. Ja. To pomeni, da je nekdo jim dopovedal, da bo ona drugače, bolj dosledno za njihovo linijo delovala. Nataša Pirc Musar že takoj predlagala to Barbaro Kesar? Zakaj se je potem ukvarjala? Je pa je obrnila. To je zelo veliko vprašanje. Jaz mislim, da se bo to šele razkrivalo v nadaljevanju. Ampak temeljno zdaj, zakaj je tako pomembno to? Kot sem rekel, mi smo v kulturni vojni in ta kulturna vojna se kaže, da bo določala naslednja desetletja. V ozadju te kulturne vojne so tudi interesni krogi, od poslovnih do kriminalnih. In zdaj lahko opažamo, da se dogajajo neke prve lastovke, ki kažejo na to, da stara komunistična omrežja izgubljajo popoln nadzor nad slovenskim pravosodjem. To smo videli z odstranitvijo gospoda Pogačnika in tako naprej. Ne? Skratka, izgublja se operativni del pravosodja in zaradi tega bo ustavno sodišče še toliko pomembnejše, ker se bodo znale pomembne odločitve premikati na ustavno sodišče. In zaradi tega enostavno tle ni prostora, kot sem rekel, ne več samo za kakšno ideološko pluralnost Slovenije. Torej, ni dovolj že niti ideološka monolitnost, če so tam ljudje, ki bodo res spoštovali ustavo in bodo postala moteča lahko že ločena mnenja, s katero bodo recimo opozarjali na res nesprejemljive odločitve ustavnega sodišča. To se pravi, zdaj, če je zdaj, Aljuš pa Sebastian razumem, vajna teza je, da pač je zdaj, bomo rekel, argument, oziroma pač, argument ali pa izhodišče za nekoga, da je dober kandidat tisti za ustavnega sodnika, ki ne spoštuje ustave. Bom povedal sam še to eno anekdoto, ki jo je kolega, ko smo že pri kolegih, naš kolega Igor Lukšič tudi že javno, mislim, da povedal. Namreč pokojni Janez Stanovnik mu je enkrat rekel pred obletnico, eno izmed obletnic Dražgoške bitke, da je v skrbeh, ker ne ve, če bo slavnostni govornik dal prave poudarke, ker vemo, da za ta del, za to profit partizanstva, kot temu reče Miran Videtič, so Dražgoše, to je tako kot Brezje, to je en glavnih dogodkov. In ga vpraša pač Igor Stanovnika, saj vi določite govornika, kdo pa je govornik, reče Stanovnik Milan Kučan. Skratka, če Milan Kučan ni bil onkraj dvoma, da bo dal prave poudarke v Dražgošah,
Kje je pol nek Kaj se zdaj, nesrečni ko so stvari kršmanc resne? ali ne vem, ne. Se pravi, tako sem prej hotel reči, ne, tu malo za hec, malo za res. Tu je res, nihče ni onkraj dvoma. To je ta problem, ne. In ko se enkrat začne ta vidik izpostavljati, se pravi, nek nenehen dvom, povsod vidiš neke sovražnike, namišljene, resnične, zunanje, notranje, vsi morajo skozi dokazovati to svojo zvestobo, ne. Še na zadnji seji Urška Klakočar Zupančič pride tja, pa ni ziher ne, da je res ta prava, da bi zdaj tu dal roko neki, ali pa spravno, ali pa, ne vem, zaključil to neko zgodbo. To je zdaj ta kultura, ne? Prav ta kultura strahu, denuncijanstva, večnega dokazovanja, da si na pravi liniji, da spoštuješ te kovine revolucije, tako kot smo včasih rekli. To je to, kar nam zdaj vlada, ne? In ljudje so skozi v strahu, da bojo nevede kaj naredili narobe in si s tem zafurali celo kariero. In jasno, da so v krču. In od teh ljudi, ki so v krču, zdaj pričakovati, da bojo v državo vodili, da se bojo soočali z nekimi izzivi, zunanjimi in notranjimi, ki so objektivni in so zahtevni, bi bili za vsakega zahtevni, tudi za enega, ki ima bolj interes države v spredju kot svoj lastni, ali pa je bolj izkušen politik, ali pa bolj sposoben, da bojo zdaj se s tem uspešno soočali. Ni šans. Še ena zadeva, ki se zahteva od teh ljudi, ne? In to je takojšnja reakcija na ukaz, ne? Ker ne gre zdaj samo za ustrezno odločitev za te interese, ampak gre tudi za timing teh odločitev. Te dni se je zgodil ravno en drugi primer, ki kaže na pomembnost timinga, in to je primer Rupnik, ne? Zdaj, če se spomnite, kdaj je bil Rupnik oproščen? Kdaj je bilo odločeno, da je tisto povojno sodišče bilo v nasprotju s pravnimi normami, ne? V času kampanje na predsedniških volitvah 2007. Takrat je bil strateško oprostitev, in so se osebe iz pravosodja znali pohvaliti, kako so pomagale premagati Peterleta. Takrat je bilo strateško plasirana oprostitev Rupnika, da je razjezila levi del, da se je mobiliziral proti Peterletu za Danila Türka, ne? Zdaj se je pa zgodilo v obratno, da je spomnilo spet te ljudi in da se spet poskuša na ta način mobilizirati levi blok proti desnemu, ne? K sreči desnica ni zagrabila tega in je ignorirala praktično ta dogodek, kar mislim, da je tudi prav, ne? Ampak kaže pa ta primer, torej pomembnost ne samo poslušnosti akterjev, tudi na ustavnem sodišču, ne, ampak tudi hitrost te poslušnosti, ne, je izjemno pomembna. Ampak zdaj se očitno res gradi, ne, tako kot je Jasna Murgel napovedala, ne. Še nekaj let mine, pa bomo si postavili ustavne sodnike in bomo imeli svoje ustavno sodišče. Zdaj se gradi neko ustavno sodišče očitno, ki bi v primeru recimo oblikovanja desnosredinske vlade lahko odigralo pomembno vlogo in potem bo vprašanje, torej mi bomo lahko imeli eno resno ustavno krizo. Če se bo ta ekipa ustavnega sodišča enostavno postavila proti demokratični volji ljudi na volitvah, ne. Tako da to bodo resni zapleti v prihodnjih letih. To pomeni lahko blokado, ne samo vsakega zakona, to pomeni lahko tudi kakšne nore odločitve, ki popolnoma odstopajo od neke prakse. Ne bi bilo prvič, da se skuša onemogočiti nekega politika z zaporom, recimo, ne? To smo že doživeli, ne? Skratka, lahko bodo tudi kakšne odločitve o razveljavitvi kakih volitev, če nekomu ne bodo ustrezale, ne? Mi zdaj vidimo, da je že problem spoštovanja referendumske volje in je tudi timing prve obravnave spet, bom rekel, usmerjen v dviganje mobilizacije pred volitvami. Skratka, tudi to je možno. Tudi to je možno. S temi ljudmi je tudi to možno. Če imamo ustavne sodnice, ki se v ločenih mnenjih, mislim, da sklicujejo na neke spletne portale. Necenzurirano, recimo. Če se tam informira, pa tam črpa v bistvu svoje pravno znanje, argumentacijo, svoje odločitve na ustavno sodišče, pa vemo, kje smo. Dobro, še ena kadrovska zadeva, no, pač izvolitev te Simone Drenik-Bavdec za varuhinjo človekovih pravic. Tukaj je bila potrebna dvotretjinska večina, ne, in je pač Nova Slovenija prispevala svoje glasove. Ne. Jaz mislim, da koliko sem se jaz pač pozanimal, je bila ona včasih, mislim, da podpredsednica te Podmladke, ki je bil Robert Ilz, zdajšnji glavni tajnik, predsednik, ona je bila podpredsednica. Pa tudi predavateljica na Katoliškem inštitutu. Pa mislim, pa nekako sodi v to desno sfero, ampak zanima me recimo to mnenje, no. A ni to vseeno malo nenavadno, da je kdo, recimo, ki je bil eden od akterjev tiste afere, takrat arbitraža, ne,
Vse vemo, kako se je to končalo, zdaj pride na tako izpostavljeno funkcijo, ki bi mogel biti nek konsens okoli tega, kdo je pač varuh. Zagotovo. Zdaj tako govorijo ne glede, da je takrat delala ne glede na to, da pravijo, da ni bila ona kriva, bi morali najprej potem oprati njeno ime. Edino, kar ombudsman ima, je ugled. To je edina moč, ki jo taka oseba lahko odigra v nekem, dajmo reči, v neki realni politiki. Nobene druge pristojnosti nima kot njegova beseda in koliko velja v javnem in političnem prostoru, in mislim, da je s tem v štartu, bom rekel, precej težje ji bo nekako delovati. No, po drugi strani je vprašanje, koliko se bo problematiziralo to njeno imenovanje, zaradi tega, ker Levica jo je imenovala, del desnice je pomagal, torej Nova Slovenija, drugi del desnice ni šel toliko proti in mislim, da tudi ne bo odpiral sploh tega vprašanja v naslednjih tednih, ampak se je dosledno držal odločitve in napovedi, da v finišu mandata se o takih zadevah pač ne odloča. Zdaj, ali je ona, to, da je pridna, delovna, kar izpostavlja gospod Petrič, enostavno ni dovolj. Za imenovanje na tako funkcijo je nujen ugled, pa da se razumemo, jaz mislim, da od gospoda Hanška naprej tam ni bilo osebe, ki bi dala nek res velik pečat tej funkciji. Ampak zanimivo, da se recimo Petrič zdaj, ki pač ta njegov predlog, to se veliko citira in tako dalje, ona se sklicuje na njim, vse te stvari, zanimivo, da se je odločil, da ga je v... Jaz verjamem, da je osebno, da je dejansko osebno učinkovita uradnica in podobno. Jaz tudi verjamem, da je uspešna, pametna, sposobna in verjamem tem ljudem, ki so dali besedo za njo. Pravim samo, da so bili napačni koraki. Najprej bi morali oprati njeno ime, najprej bi morali v javnosti pridobiti ugled, da bi s tem ugledom lahko štartala na to funkcijo. Zdaj bo precej težje. Ona je izginila iz javnosti takrat, ne pa ti si zgodbi, ne, izvolijo, Ljuš, ne. Če mislim, da je mogoče to njeno imenovanje poskus, zdaj uspešen ali neuspešen, pravilen ali nepravilen, to je drugo vprašanje, upravljanja njenega ugleda, ne. Jaz bi rekel tako, generalno gledano se strinjam s tem vsem, kar je Sebastian povedal, moram pa reči, da recimo mi smo imeli varuhinjo, ki je imela splošen ugled, recimo Vlasta Nussdorfer, pa ni imela ugleda v kakih ožjih, bolj strokovnih krogih, zdaj očitno imamo obraten primer, ne. Osebo, ki nima nobenega ugleda v splošni javnosti, ima pa očitno v nekih ožjih strokovnih krogih nek določen ugled, ker če ne bi imela tazga predlagatelja, ne bi imela take podpore, v končni fazi ne bi tudi opozicijska stranka pač glasovala za njo, ne glede na to, da prihaja tudi iz teh logov ali pa je včasih bila to vrstno aktivna. No. Bi pa generalno rekel to, to, kar je bilo tudi že nakratko zdaj omenjeno. Ona v tisti zgodbi je lahko ravnala nespretno, ampak je delovala v interesu Republike Slovenije. Ne. Se pravi, tega ni počela zase, kar imamo zdaj, recimo, ne. Zdaj imamo pa pač na najvišjih funkcijah ljudi, ki vse praktično, kar počnejo zase, ne za Slovenijo. In ni njena krivda, da aparat takrat ni bil sposoben jo suportirati ali pa ji narediti načina v tem smislu, da to se ne bi na tak način končalo, kot se je, in da Slovenija ne bi imela zaradi tega škode, ne. In to se mi zdi, da je sicer neko čisto stransko sporočilo, ki pa se mi zdi v tej zgodbi pozitivno. Ne? Se pravi, da če delaš za interese Republike Slovenije, potem pač ne boš imel še dodatne škode zaradi tega, da tako rečem. Če pa agenti običajno ne postanejo varuhi človekovi pravic. To se strinjam absolutno vse, ampak od takrat naprej je delovala na tem področju. Bila je aktivna znotraj komisije za znotraj urada varuha za človekove pravice, tudi na evropski ravni in tako naprej, izgleda, da se pač s tem ukvarja. In ravno zaradi te izkušnje in take podpore, ki jo je dobila, imam več upanja za njo, da bo mogoče na koncu se izkazala za boljšo varuhinjo kot kakšen prej. Ne? Ker obstoječi praktično je bil opomba pod črto, niti nismo vedeli, da ga imamo. Pred njim so bili pa neki kandidati, ki so bili razvpiti, da tako rečemo na rekovajih, pa se tudi niso najboljš izkazali. Sam mi zdaj nismo imeli varuha, ne? Zdaj, nekaj časa. Pa Že dolgo časa je potekal mandat. Namestniki funkcionirajo. Namestniki funkcionirajo. Vse institucije grejo naprej, ne? Ampak to je seveda velika luknja v delovanju neke institucije. Ne? Jaz upam, da ima Ljuš prav in da bo mogoče ravno prek te funkcije uspela oprati svoje ime, dvigniti ugled in mogoče
tudi s tem zagonom dvigniti tudi ugled same institucije. Ja, me zanimajo ti prvi njeni javni nastopi, ne? V tem smislu, kot praviš, da pač kar ima varuh, ima to, da ima tek javni nastop, avtoriteto, ne? Da lahko poseže v neko debato in podobno. Niki Kovač, ne? Nika Kovač ni uspela zminirati. Ja, malo mogoče v tej zbrki s temi ustavnimi sodniki, pa z Logarjem, pa z Burgerji, pa tako dalje, pa vse to malo pozabilo. Ampak, če gremo zdaj malo na volilno kampanjo, no, kako ocenjujete te zadnje dni, zadnje tedne kampanje? Zdaj moram najprej tlele povedati, da imam doma dva najverjetnejša kandidata. Ne. Imam hčerko, ki bo najverjetneje kandidirala za SDS v Piranu in sina, ki bo kandidiral za Slovensko nacionalno stranko v Kopru. Ne. Tako da imamo precej debate, je pa jasno, da to vpliva potem tudi na nek moj pogled. Se trudim seveda ohraniti ustrezno distanco pri neki analizi. Ne bom jih izločil, ampak tako je. Jaz tudi seveda upam na preobrat, ker sem izjemno nezadovoljen s to vlado, kot državljan, kot politolog, ki pričakujem od ljudi na položajih vse kaj drugega kot to, kar smo v teh 4 letih videli. Kjerkoli po Sloveniji, s komerkoli se pogovarjam, vse kaže na ta preobrat, ampak mi ves čas dela v malih možganih nek alarm, da zna ta ekipa z vsemi milijoni vrženimi v propagando še enkrat doseči nek preobrat. Jaz mislim, da je tekmo popolnoma odprta, trenutne ankete so še daleč od tega, da bi bile sposobne napovedati rezultati in mislim, da se bo tukaj odločalo dejansko zadnji teden. Še posebej zaradi tega, ker se kaže, da nove generacije, ki z vse višjo udeležbo tudi vstopajo v odločanje, sprijemajo odločitve na čistem koncu. Skratka, jaz mislim, da do zadnjih dni bo zelo težko napovedati celotno konstelacijo parlamenta, kaj šele tiste neke detajle, ker verjetno bo vrsta strank zelo blizu vstopu v parlament in bo ta vstop najbolj odvisen celo od udeležbe. V tem trenutku nekateri napovedujejo precej nizko udeležbo, jaz kljub vsemu mislim, da bo dokaj visoka. Ne glede na to, da ni take mobilizacije, ne bo 71, kot je bila recimo na preteklih volitvah, jo pa pričakujem v tistem rangu od 60 do 65, mogoče celo res bližje 65. Kar pomeni, da bo za vstop v parlament nujnih 42-43 tisoč glasov, to pa je že resen podvig za nekatere manjše stranke. Vseeno tako malo bolj konkretno. Tako se mi zdi, da nazadnje, ko sem jaz tukaj sedel, je bil v blaznem, sedel tukaj v studiu, je bil v blaznem sponu Zoran Stefanović pa njegova desnica, kar pa zdaj malo nekako upada. Jaz mislim, da upada zaradi številnih razkritij, upada tudi zaradi tega, ker mislim, da njemu le zmanjka tista neka pika na i, neka vsebina, nekaj več, kar se od politike pričakuje, tudi v tistem delu javnosti, ki mogoče simpatizira. Ravno mladi so tisti, ki poleg prvega vtisa želijo še nekaj konkretnega. Hočejo konkreten stavek, kaj točno, kje se bo recimo zgodilo. In vsi ti napadi, ki so bili izpeljani, mislim, da imajo tam nek učinek. Pa hkrati se mi zdi, da se manj dviguje ta Prebilič. Jaz mislim, da je to ena anketa sicer nekaj pokazala, probajo nekako pomagati. Ne vidim, da je dobil več intervju mladini, ker ga običajno ne dobiš. Od njega dovolj, da bi lahko upal na vstop v parlament v tem trenutku. Jaz mislim ravno nasprotno. Jaz mislim, da je on zaradi tega res cincavega vstopa na sceno popolnoma odprl prostor za Anžeta Logarja, ki trenutno še ni posegel v ta prostor, ker ankete kažejo, da Anže Logar je trenutno v zagonu, bom rekel, tudi od tistega momenta, jaz mislim, da je prelomnica bila tisto poslansko vprašanje Robertu Golobu glede korupcije, po tisti prvi tarči o Zoranu Jankoviću, tam je spet prišel v neko energijo, ki jo je imel takrat, ko je vodil preiskovalno komisijo o pranju denarja prek NLB-ja. Skratka, je prišel v neko energijo, v nek zagon, ampak še vedno analize kažejo, da predvsem pobira še vedno SDS, Nova Slovenija in torej, da pobira iz desnice, da torej v ta levo-liberalni del, ki je bil praktično dan na pladnju
Prebiliču zaenkrat še ni vstopil. Ne. In vprašanje je, če mu pa to uspe, lahko naredi nek resnejši rezultat. Prebilič bo moral pa precej več pokazati, da bo lahko upal na vstop v parlament. No. No, ampak to, da je dobil intervju v Mladini, to ni nek slučaj. Ne, to ni slučaj. Skušajo seveda zdaj pomagati. Torej, najprej so ga lepo potovkli, da ni preveč nevaren, ne. Zdaj ga bodo pa probali vsaj reanimirati, tako da ga lahko, ne vem, pripeljajo v UKC na okrevanje. In to se da vse tako delati? Kako? Mislim, tako se lahko trudijo delati. Zdaj, ali bodo pri tem uspešni, je še veliko vprašanje. Ne. Lahko pa pomagajo, kolikor se da. Zoli. Ja, jaz bi rekel tako, da pač volilni strategiji tega anti-Janša tabora tranzicijske levice očitno gledajo pač tvojo oddajo, ne? Ko smo mi rekli, da je zdaj to priložnost za Logarja, ko je Prebilič ostal brez licence ali se je izkazalo, da mu je potekla, so hitro spustili Niko Kovač na njega, da vsak trohico dvoma, da bi on, se pravi Logar, kakšen neopredeljen glas ali pa glas, ki ni nujno tradicionalen volivec desnih strank dobil. In mislim, da po tej njeni intervenciji, in verjetno bo sledilo še druge, če bojo potrebne, bo tudi težko posegal v ta prostor, ker sporočilo je bilo zelo jasno dano. Logar je agent Janše, na nek način je še hujši kot Janša, zato ker pač Janša vemo, da je Janša, Logar se pa dela, da ni, in tukaj je zdaj štop. Hecno je, kako to... Se pravi, če prav razumem, Aljuš, ocenjuješ, da je Logar tukaj kratko potegnil v tem spopadu. Ja, jaz mislim, tako kot je rekel Sebastian, se pravi, ko je padel Prebilič v narekovajih, je imel šanso, da on to zaseda in se je začel tako obnašati, kakor da ima to ambicijo. Mogoče so oni to isto tako precipirali in so potem spustili svojega psa čuvaja v podobi Nike Kovač, da to nekako zaštopa. Videl pa sem, da se pa zdaj več te njene napade ne namerava odzivati, ker potem ga še poziva, skliče tiskovno konferenco. Je očitno spoznal, da se mu to, mislim, težko se je boriti z nekom, ki sploh ni v istem športu kot ti. Se pravi, kot da se mi zdaj gremo tu soočati. Kot da se tenisač krega s publiko. Ja, recimo, ali pa še z nekom, ki je z hokejistom. In zdaj mu hokejist razlaga, kako bi mogel ta tenis igrati in da ga narobe igra. Se pravi, tu ni kruha, se mi zdi. En fenomen sem opazil, ki imam občutek, da je bil dosti pregledan. Če verjamemo javnomnenjskim anketam, zdaj praktično vsem, je ta fenomen novih obrazov očitno v rapidnem zatonu. Ker če pogledamo, vrhunci so bili recimo Miro Cerar, najprej Zoran Janković, Miro Cerar, pa vmes malo po Gausovi krivulji je šel Marjan Šarec dol, Robert Golob, absolutni vrhunc. Zdaj, če rečemo, da je Anže Logar novi obraz, pa ni, največ verjetno, kar lahko upa, je, da je tretji na volitvah. Prebilič recimo lahko upa, da je vstopil v parlament. Še najbolj bi učbeniški definiciji novega obraza verjetno ustrezal Zoran Stevanović, pa tudi vprašanje, če bo presegel parlamentarni prag. Se pravi, mesec pred volitvam, dober mesec, kaže, da novi obrazi ne bodo vlekli na teh volitvah. In to je tektonski premik, se meni zdi, od tega, kar smo bili do zdaj navajeni. In tudi ni nič več govora o tem, da bi se še kak nov obraz pojavil ali da bi ga lansirali ali ne vem kaj. To je neka sprememba, ki je za mene pozitivna, ker jaz sem zmerom za tradicionalne stranke, ne pa za muhe enodnevnice. Kakšen vpliv bo to imel zdaj na volilno udeležbo, tako kot pravi Sebastian, kako se bojo karte razdelile, je veliko vprašanje. Jaz mislim, da zdajle nervoza vlada pri vseh. Mislim tudi, da je prav, če bi vladala. Tudi tisti, ki mogoče mislijo, da bojo zmagali, je boljše, da se ne obnašajo tako, kot da so že zmagali. To se v Sloveniji nikoli do zdaj ni obrestovalo. In ne bo samo vprašanje, kdo bo relativni zmagovalec, ampak koliko in katere stranke bodo še prišle v parlament. In mislim, da nas čaka zelo zapletena povolilna aritmetika. In v tem smislu tudi razumem že mnogo preuranjeno in tudi zgrešeno odločitev predsednice republike, ki je že 2 meseca pred volitvam sporočila, da ona bo dala mandat tismu, ki bo prinesel podpise. S tem je tudi sebe na nek način, bi rekel, spravila v neroden položaj, ker teoretično lahko tudi Zoran Stevanović ali pa Zmago Jelinčič ali pa kdo tretji prinese 46 podpisov. In potem, kaj bo storila predsednica republike? Bo pač dala mandat tudi nekomu, ki je recimo dobil 4-5 ali pa 6%. To je že čisto teorija. Ja, ampak se
se že dogajalo tudi v naši soseščini, recimo v Avstriji in tako naprej, imamo primere, ne, kjer je tretja stranka na volitvah na koncu sestavljala vlado, ravno zaradi pad položaja med največjima dvema. Zdaj, ko menjaš to nervozo, no, zdaj, Kučan celo zdaj sam priznava, da je bolj angažiran, kot je bil kdajkoli prej, ne, v zadnjih letih. Ja, razmere so resne. Ne? Ja, mislim, čem pa je, kaj je zdaj vzrok za ta njegov angažma? Ja, dejansko verjetno je občutek, tako kot pravi tudi Sebastiana, ne, da zaupanje, itak vemo, zaupanje v Roberta Goloba nikoli ni bilo visoko. Mislim, gre tu za zaupanje v Goloba, gre tu za neke, da ima neke realne rezultate drugačne od anket, ki jih pač mi poznamo v javnosti. Mislim, tudi mogoče, pa tako kot pravi Sebastian, se hodijo okrog, pa se pogovarja z ljudmi, ne. Sej, kje pa najdeš, če kdo najde zdaj volivca Svobode, ki se ne piše Tamara Vonta, je že Urška Klakočar Zupančič vprašanje, ne, koga bo obkrožila v tišini in samoti volilne kabine. Ne? Ja, tako da jaz verjamem, da je Kučan zaskrbljen, ne, ker sej Goloba niso, bi rekel, z vsem srcem podpirali ves čas. Podpirali so ga bolj po sili razmer, ne, ali pa zaradi nekih interesov. Zmerom je bilo to vprašanje. In tudi Golob sam ne daje vtisa, da bo pa zdaj on se obnašal tako, da bo recimo, da bi lahko bil bolj mirni, ne? Da mu bo uspel dobiti te volitve ali pa saj doseči tak rezultat, da bo spet neko anti-Janša vlado lahko sestavil. Se v nekih točkah vidimo, da očitno posluša, ne? Soproge, zdaj skoraj bi morali že Interpolovo tiralico izdati za njo, ki je ne vidimo več nikjer, ne? V nekih točkah ne posluša. Tako da jaz verjamem, da je Milan Kučan zaskrbljen, ker, tako kot je rekel Sebastian, ključna je ta mobilizacija volivcev. Ne? Se pravi, kako ti doseči, da mobiliziraš svoje in hkrati demobiliziraš une nasprotne. Ne? To je ta problem. In tle, v pogoju, ko je dejansko antigolobizem bolj mobiliziran, zaradi razočaran, zaradi vseh klofut, ki so dobili podjetniki, zdravniki, kmetje in vrsta drugih struktur. To je to, kar smo se prej pogovarjali, da je razlika od naprejšnje volitve, ne, kjer je pač anti-janšizem bil bolj mobiliziran. Ampak zdaj prej si omenil Žana Mahniča, zdaj vem, če se boš lahko ti vključil v to debato, ker gre za SDS. Ne, mogoče jaz lahko vsako debato vključim, ker samo s kavča spremljam. Prej si omenil Žana Mahniča, ne, pač je bilo veliko govora od tega, ki je pač napovedal možnost razvitve slovenskega AIS, ampak imaš počuti, da se Janša nekaj pasiviziral? To sem hotel reči, ne, da ta glavna akterja ta glavna akterja teh volitev sta šla v ozadje, ne, Tina Gaber in Janez Janša, če se malo pohecam, ne. Janez Janša, ne nastopa v javnosti, to sem tudi jaz opazil, pač spušča naprej te druge, bi rekel, to je lahko pozitivno ali pa negativno. Pozitivno je v tem smislu, da seveda Janša je največji motivator, anti-Janša tabor. Manj, ko ga vidijo, manj so recimo motivirani, malo je ta strah, ne, ki ga zdaj Kučan želi vzbuditi in te ostali, ne, bo prišel Janša, manj prime. Ne. Po drugi strani je pa nevarnost teh, ki so na nižjih položajih in manj izkušeni, ker seveda vsaka njihova beseda, kar je mogoče paradoks, bolj udari, ker nimaš ti tega občutka, da je to pač nekdo, ki je zraven kot recimo Janša, če njega vzamemo za primer od slovenske osamosvojitve in tako naprej. Veš, kaj pričakuješ od njega, veš, da ne bo glih prodal države. Ne? Medtem ko nekdo, ki se realno bori za lastno izvolitev, ne? Ker Žan Mahnič, tudi če on ne misli tega, on ko gre na televizijo, on v bistvu dela kampanjo zase za poslanca. Ne? Se pravi, on mora v tisti volilni enoti, kjer bo kandidiral, pač premaga druge kandidate SDS-a, zato da bo prišel noter. Ne? In pač govori tisto, kar bi govoril, recimo, če bi imeli večinski volilni sistem, kar zanima njegov volilni okraj. Ne? To je ta zmotna percepcija, ampak mi imamo ta nek itak čist sprevržen, pač kvazi proporcionalni volilni sistem in on, ko reče, da bo recimo uvedel urad za deportacije, ne, mogoče je to dobra informacija, ne vem, bo lahko Sebastian povedal, kaj bi recimo njegova hčerka na to rekla za tradicionalne volivce SDS-a. Ne? Za tiste, ki pa niso tradicionalni volivci SDS-a, pa mogoče zdaj malo zaradi tega, kar vidijo, kar je Golob naredil iz te države, razmišljajo, da bi pa vse en stresočo roko pa za narodov blagor obkrožili Janeza Janšo, pa ne vem, če bodo to vrstni pač napovedi, bi rekel, udarile na plodna tla. Ne? Tako da težava, ki jo jaz vidim, je ta, da če se nek nesporni lider umakne, ali pa mogoče je to sam zdaj trenutno, pa bo pol v finišu kampanje prišel nazaj, pa gre več nekih raznih,
pa ti ne zastopijo čisto dobro, da morajo iti do tam, kamor gre on, oziroma eno stopničko niže, ne pa čez. Ne. Jaz se spomnim, ko sem bil še v SD-u, tam je bil problem recimo Janko Weber, ki je bil takrat predsednik državnega zbora, ne, in on ni razumel, da Igor Lukšič, ki je bil takrat predsednik stranke, da on gre do tam, ko je možno iti, ne. Janko Weber je šel še čez, ne. Janko Weber je šel še čez, kar ga je pol tudi stalo, se mi zdi, te politične kariere, ne. To morajo paziti ti drugi, ki grejo na mes Janše. Meni se strategija, da je Janša bolj v zadju, se mi ne zdi napačna, sam res tisti, ki pa na nek način v njegovem imenu hodijo v javnost, pa res morajo paziti, da ne bi v nemi, ne, ali pa dobronamerno ustvarili kakšnega problema, ki ga ni, ne, ker vemo, Nika Kovač se bori za splav, ki sploh ni problematičen, ne je dajati zdaj pa še recimo goriva z nekimi uradi za deportacije, ki, če so napovedani, pa jih zdaj še ni, pa utegnejo postati problematični, ne. Mislim, jaz najprej verjamem, da vsi, ki gledajo ta podcast, tudi spremljajo politiko na družbenih omrežjih in Janša je še kako prisoten, ne? Mislim, po celi Sloveniji polni dvorane. Ne? Zakaj imamo potem mi vtis? Zaradi tega, ker ne, na mainstream medijih ga pa dejansko ni, ne? Ker pokriva teren. Jaz mislim, da je odločitev za terensko in digitalno kampanjo pravilna, ne? Ker je mobilizacija od spodaj navzgor in povsod po terenu, pravim, s komerkoli se pogovarjam, bi rekel, da bo preobrat zanesljiv, ampak še enkrat iz spodnjih možganov pa prihaja alarm, milijoni propagande lahko še spreobrnejo. Ne? In zdaj, ko sem videl prvič to izjavo Mahniča, sem tudi sam pri sebi nisem vedel, kako zdaj presoditi, kakšen bo učinek tega, ne? Koliko bo negativnega v mobilizaciji nekega dela, ki je tako ali tako antijanšistično mobiliziran, kako bo vplival na neko drugo strukturo. In analize jasno kažejo, da je za Slovence dejansko, dajmo reči, zaustavitev migracij, pa ne samo zaustavitev na meji, ampak preprečiti, da bi se na naših ulicah dogajalo to, kar lahko spremljamo v Franciji, Italiji in drugod po Evropi, da je to ena od prioritet. In da je zdaj vprašanje, kako razložiti javnosti, da njegov predlog nema veze z ameriškim ICE-om, ampak da se sklicuje na danski socialistični primer urada za deportacije. Ne? Kako to dopovedati javnosti, če veš, da bodo glavni mediji probali to spreobrniti na drug način. Ne? Skratka, zapleteno, težko, verjamem pa, da del javnosti, tudi tisti, ne samo tisti, ki je tradicionalen SDS-ov, predvsem med mladimi, pa zna to sprejeti pozitivno, ker še enkrat pravim, analize jasno kažejo, da je strah pred uličnim kriminalom, kot se ga lahko spremlja po drugih evropskih državah, med prednostnimi elementi neke volilne odločitve. In zdaj, jasno je, da se bo to skušalo na drug način prikazati v medijih, zato se strinjam, da bi bilo skoraj da bolje biti previden pri teh zadevah. Po drugi strani pa še enkrat, en del javnosti, posebej mlade, pa hoče nekaj konkretnega. In zdaj, mislim, da je to dober primer, da bi v naslednjem tednu naredili analizo poglobljeno ali pa kakšno fokusno skupino, kako je ta Mahničeva poteza dejansko delovala v nekem delu javnosti. Jaz sem izhajal iz tega, it's the economy stupid. Se pravi, če imaš ti jasen message, pa vse to, kar ni del tega osnovnega messagea ali pa kar ti ustvarja te probleme, da ti gre fokus drugam, da se moraš ti zdaj spraševati, kako boš to razložil, pa ne vem kva, je v bistvu nepotrebno. Sej napake delajo vsi, noben tudi Luka Dončić ne zadene zmerom koša. Zdaj gre samo za to, da takrat, ko je Luka Dončić na klopi, če uporabim to primerjavo, ali pa zdaj, ko je recimo poškodovan, tisti, ki niso Luka Dončić, da v teh minutah, ko ni Luka Dončića na parketu, da raj branijo pridobljeno, kakor da imajo vtis, da bi pa zdaj oni lahko razliko povečali, pa mogoče v tej vnemi naredijo kako napako in ogrozijo končno. Zdaj se strinjam, mislim, da bo glavna strateška naloga opozicije preprečiti, da bi se zadnje tedne zaradi nekega kiksa zbudil antijanšizem iz preteklih volitev. In tle bi dejansko neka previdnost bila pomembna. Tudi tukaj se mi zdi, zdaj vedno prihajajo ti tuji politiki, sem pred volitvami podpreti svoje strankarske kolege pa kolegice. Zdaj imamo te socialdemokrate tukaj, pa socialiste, po drugi strani imamo tukaj EPP, prišel je Weber sem in tako dalje. Ampak zdaj se mi zdi, da je tudi tukaj šlo nekako korak čez. Predsednica Evropskih socialistov je
predlagala, pa zahtevala od EPP-ja, da vržejo, mislim, da izključijo Janšo. To je izjemno blesava poteza. Videl sem, da je Weber je pa zavrnil vabilo na zajtrk k predsedniku vlade, češ, da ne bo šel delati kampanjo. Ja, ker ne razume strankarsko pa vladno delovanje. Ja. Mislim, tukaj se je šlo, bom rekel, neko novo stanje. Ne? Mislim, te zahteve, ne vem, če bo Sebastian, jaz sploh ne razumem te zahteve. Tako da jaz zdaj sosedu rečem, da se mora njen sin ločiti od žene, zato ker mene moti. Ja, ona lahko izključi Janšo iz svoje politične skupine, ne more pa v druge politične skupine zahtevati, da izključijo Janšo. Ne? Na podlagi česa pa točno, recimo. Ne? Sej EPP je že pokazal, da oni znajo oceniti, kdaj je nekdo, da ne paše več k njim ali pa da znajo disciplinirati lastne vrste. Mogoče veliko bolj kot pa recimo PES, ne, se pravi Evropska stranka. To so i tukaj naučili, pa nas Ja, seveda, ja. Ampak so služno poskusili so pomagati, mislim, da so se s tem bolj usmešili. No? Ampak to je simptom bolezni današnje levice, ne, ki sama je prazna in se zdaj upleta in pametuje drugim. Ne? Plus, teoretično je lahko čez par mesecev Janez Janša predsednik vlade Slovenije, ne? S katerim bo mogla pač tudi PES sodelovati v Evropskem parlamentu in tudi ta dotična predsednica te stranke. Ne? Te izjave so res butaste, ne? Ker tako sem rekel, ne moreš ti zahtevati, da nekdo, s katerim nimaš zveze ali pa kjer nimaš nobenega vpliva, nekaj naredi zaradi nečesa, kar tebe moti pri tem. Kaj pa to zavenitev povabilo na zajtrk? To se mi zdi pa popolnoma normalna, ker je prišel tukaj kot na strankarski dogodek. On ni prišel tukaj kot recimo komisarji, ker bila sta pa dva komisarja, ki sta bila na strankarskem dogodku in sta šla na tisti zajtrk s predsednikom vlade, ker je to nekaj drugega seveda. Weber je pa jasno dal vedeti, da ni prišel tukaj sploh legitimirati Goloba, kaj šele, da bi mu pomagal v kampanji. Pa se to verjetno tudi Golob ve, ne? Jo, ne vem, če ve, on je pa mogoče mislil, da bodo nasedli zaradi tega, ker je pod pretvezo širšega dialoga, da se bo kljub temu pokazal kot on, ki pa lahko vse zbere na zajtrku. Mogoče se je Manfred Weber celo ustrašil, da bo Tina Gaber-Golob prisotna na tem zajtrku. Še eno stvar sem slišal, ki bi lahko bil razlog, recimo, te nervoze med raznimi, med temi akterji, o kateri smo govorili, da naj bi pač obstajale neke ankete, neki podatki, da se del Golobovih volivcev iz leta 2022 seli k Janši in med neopredeljene, da se ne seli na tiste rezervne stranke levice, ki ne bi lovile nezadovoljne Golobove volivce, recimo Ala Prebilič in tako dalje. To pripovedujejo tudi ljudje, ki delajo skupaj s Prebiličem. Te analize kažejo velik premik od Svobode k Janši. Ja, to pomeni, da je tako močen revolt in verjamem, da gre tam predvsem za tiste skupine, ki so na lastni koži čutili posledice te vlade. Torej od podjetništva, zdravnikov do drugih. Tudi recimo, če pogledam, pri nas na obali srečujem kroge podjetnikov, ki so bili vedno podporniki levih strank, ki se zdaj organizirajo za kampanjo SDS-a. Skratka, očitno je ta revolt tako močen, da se je zgodil ta premik ob istočasnem, kot pravim, pa nekem odmiku dela proti Logarju strani SDS-a. To niso spini, to analize kažejo. Ja, jaz se strinjam. Jaz bi rekel, da ljudi, s katerimi imam jaz stike, pa bi rekel, da so svetovno nazorsko čist na isti strani kot jaz. Zdaj resno govorijo, da pač recimo bojo volili Janšo. In več vidikov je. Golob je s tem volilnim rezultatom, ki je bil brez primere v zgodovini. Itak je jasno, da je posegel čez neke tradicionalne meje. Drugič pa to, kar je bilo omenjeno, kar ta vlada recimo počne zdravniki, ni sam noro z vidika zdravstvenega sistema, je noro tudi z tega vidika, da to so vendarle neki ugledni ljudje, so mnenjski voditelji in tako naprej. In tu, kar ta vlada recimo počne zdravnikom, jaz res nisem srečal, mogoče je gospod Brecelj izjema, ali pa Dušan Kreber, pa še on je pri socialistih, jaz nisem srečal zdravnika ali pa nekoga, ki dela zdaj v zdravstvu, ki bi rekel, da bo volil za svobodo. In to zna se tukaj se mi zdi, da je celo še nek hujš moment, kot recimo Golob vis-a-vis podjetnikov, Ne, absolutno, ker pri podjetnikih je en del zakonodaje, ampak podjetniki v Sloveniji so navajeni, da zakonodaja ni prijazna do njih. To se zmerom, ko je Janša to zaniha v drugo smer, pa ko pride anti-Janša vlada, pa spet zaniha nazaj. Medtem ko to pri zdravnikih, ta organizirana gonja proti neki poklicni skupini,
ki je prvič nima sploh realne osnove, drugič je škodljiva, kot sem rekel, za javni zdravstveni sistem, da ne bo pomote, ne za zasebnega, in tretjič je šla res čez vse meje, ne, ker tu gre zdaj že v neke osebne diskreditacije, beruf svobod. Pregone. Zdaj pač tudi pacienti imamo zaradi tega probleme, ne, se pravi, iz maščevalnosti so šli omejevati število pač operacij pri koncesionarjih, ne, in tisti ljudje, ki so recimo prej imeli, ne vem, naslednji torek operacijo kolka ali pa kolena, zdaj pa, ker ne bojo več koncesionarji smeli pač upraviti operacij, kakor so jih sposobni, ampak sam toliko, kakor jim država določi, bojo prišli pa na vrsto čez pol leta ali pa mogoče čez 2 leta. Mislim, če bojo te ljudje še enkrat volili za Roberta Goloba, pa res ne vem. No. Dobro, najlepša hvala, smo prišli do konca. Zdaj, ampak vsem bi te še vprašal nekaj malih komentatorjev, ne, ki ima hčerko in sina, ki se v kompaniji. Pa sploh oseb, ki imate dva doma. Doma imamo debato, zdaj imamo pa še tretjo hčerko, ki se sicer vrača. Imamo tretjo, ki se bo sicer vrnila na Škotsko še pred volitvami. Ona bi pa verjetno Kordišove socialiste volila, no? Tako da imamo precej pestro. Ja. Če pa razširimo družino, pa še toliko bolj. Problem je mogoče, ker soprogo imate vsak samo en glas, ne? Pa 3 otroci. Imamo sreča je, da ne kandidirate v istem volilnem okraju, tako da en glas gre za sina, ki kandidira v našem domačem volilnem okraju, tam, kjer volimo. Drugač pa Jelinčič mislim, vidim ga v formi, vidim, da dela lepo po terenu in mislim, da je temeljno vprašanje predvsem višina udeležbe. No. Če bo udeležba pod 65, da rečem, mislim, da ima možno doseči tistih 42-43 tisoč glasov. Tam se bo zelo lomilo ravno od višine udeležbe pri tistih strankah, ki so nekje zdaj v anketah recimo na 2-3-4%, ne? Ker na koncu šteje fizično število glasov, ki je pa odvisno od udeležbe. In tisti, ki štejejo, ne? In tu pridemo pol do ustavnega sodišča. Ne? Če se slučajno zgodi, da bo par glasov razlike, ne? In se bojo pojavile debate okrog veljavnosti glasov in se vemo, kako deluje, nažalost, državna volilna komisija, kdo je voti, na kakšen način. Ne? To znajo biti še resni problemi. Celo ena čarovnica, ki se ukvarja z napovedi, mislim Aleksandra, v Slovenskih novicah je napovedala za letos, da bojo težave z preštevanjem volilnih glasov. Ne. Prvi svil, da nekdo, ki se ukvarja s temi napovedmi, ne, vedeževalci, ne, da pač... Da šel v take detalje. Ne, da običajno pač napovejo, bo zmagal Janša, tukaj pa gre v napoved okoli štetja volilnih glasov. Težave so že kar redne, ne. Mi smo zdaj primer na referendumu, kjer so za nazaj hoteli razveljaviti rezultat, zato ker se nekdo ni držal pravil kampanje pred volitvami. Ne. Tako da poskušali bojo vse sorte. Ne. Dobro, Aljuš pa... Sebastian, najlepša hvala za vajne komentarje. Danes mi se znova vidimo prihodnji torek v uri resnice, ko nadaljujemo s politično debato, ob tem pa se veste, kje je bojanje tudi požar.